Hello in en pozdravček vsem po malem premoru. Ja, jaz imam pri sebi tako upgrade, torej nadgradnja, torej nadgrajujem se. Tako da sem mogla si malo vzeti čas za sebe, in določene stvari, predelati, spustiti, premisliti. Tako da, evo me zdaj nazaj z našimi torkovimi Facebook live oziroma imam že tudi neke ideje, kako bi še kaj druga naredili. Tako da, dajte mi povedati, če me slišite, napišite mi kaj v klepet, slišimo te, da ne bom govorila, ne vem, koliko časa pa boste rekli, ne slišimo. Ali pa povejte, od kod me spremljate, iz katerega dela Slovenije ste. Poslušate v živo ali pa pol v posnetku, ko boste poslušali. Torej vsak vaš komentar, vsak vaša neka reakcija pomaga, da to vidi več ljudi. In ja, kaj bi bilo potrebno, da ima več ljudi te informacije, in naslov današnjega livea je, kaj če vam ni treba pomagati in reševati drugih ljudi, še posebej tistih, ki si tega ne želijo. Ne, in to je bilo, mislim, da je bilo to lani že, da sem objavila en post tukaj na tej strani, torej o čem želite, da govorim, in je bil en predlog tudi o tem. In hvala Vesni za ta predlog. In torej, ja, še posebej, torej, kako bi rekla, ljudje, torej mi, torej iskalci, raziskovalci, ki raziskujemo, kako stvari delujejo v življenju, ki hodimo na razne seminarje, da imamo super orodja, s katerimi lahko samim sebi pomagamo in si dejansko kreiramo drugačno življenje, kvalitetnejše življenje, gremo za svojimi sanjami, in potem gledamo druge, ko so v nekem svojem bedu, če temu tako lahko rečemo, v neki svoji drami, travmi, v nekemu, po domače rečeno, sranju, in jih gledamo in nam ni jasno, okej, zakaj pač to, zakaj nič ne naredijo, in pol jim skušamo pomagati. Ti bom jaz pomagala, jaz znam zdaj ful neko eno dobro stvar, ti bom jaz pomagala. In velikokrat pol ljudje rečejo, ne, nič ne boš mi delala. Ne? In prvo kot prvo je ta stvar, torej, da mi želimo nekomu pomagati, če nas ni za to vprašal, je dejansko neprijazno. In zakaj? Torej, ker mi tako, da imamo ta pogled, torej, da ja, jaz ti bom pomagala, ali pa jaz ti bom pomagal, dejansko moramo to drugo osebo na neki način soditi, da menimo, da jim bomo mi lahko pomagali. Torej, ali menimo, da si sama ne more pomagati, ali da je nekaj manj, ali da je nekaj narobe z njo. In pol dejansko iz tega, če delujemo iz tega prostora, ta druga oseba to zaznava. Tudi če mi ne rečemo, s tabo je nekaj narobe, daj ti bom jaz pomagal, ti bom pomagala, te bom jaz popravila. Ta oseba zaznava naš pogled, iz katerega delujemo. In pa se ljudje upirajo, reagirajo, nočejo prejemati od vas, zato ker nekje na energijski ravni zaznavajo, da iz kakega pogleda delujete. In pol tudi druga je pač, da želimo rešiti ljudi. Če vas niso vprašali po pomoči, če niso prišli do vas, pa vas prosili, da jim pomagate, niso voljni prejemati od vas. Niso voljni prejemati pomoči. In edini, ki se lahko rešijo, so oni sami. Ampak, a se kdaj vprašate, če ti ljudje sploh želijo imeti kaj drugačnega? Velikokrat, tudi če izgleda mislim, ko z naše perspektive, recimo, ne vem, jaz imam super življenje, pa še tako, kot sem rekla, se ful noro upgradea, tako da prav, ne, povem kdaj kasneje. In gledamo te ljudi, ki se matrajo v življenju, ki imajo pol neke drame, travme, same bedarije, po domače povedano, se jim dogajajo. In
ne razumemo. Ne razumemo, zakaj bi nekdo to izbiral. Ampak vedite, da ti ljudje, eni lahko uživajo v tem, v svoji drami in travmi, v svojih bolečinah, v svoji žalosti, v svoji depresiji, nekako so se identificirali s tem oziroma od tega nekaj prejemajo. Drugi imajo rajš obstoječe stanje, ker se jim zdi, da to nekako lahko kontrolirajo, tudi če ni tako dobro, da to nekako lahko obvladujejo in boh ne stvar, da bi se kakšna stvar spremenila, a ne? Ker kaj pa veš, koliko se bo spremenila. Tako da, ja, to morate vedeti, to pomaganje, pa da skušamo nekoga rešiti, ali pa recimo tudi sočustvovanje, empatija, altruizem, to so vse oblike superiornosti. In sicer, da imamo te stvari, torej moramo to drugo osebo pri vsaki od teh postavk, ki sem jih naštela, moramo to drugo osebo na nek način soditi. Okay? In druga stvar je, če nekdo pride do nas recimo opazuje, pa vidi, da dejansko nekako drugače kreiramo svoje življenje, da ali se bolj zabavamo, ali smo bolj lahkotni, veseli, radostni, zadovoljni in pride do nas in nam reče: "Ej, kaj ti počneš, kaj ti uporabljaš, a mi lahko pokažeš, mi lahko poveš, tudi jaz bi rad to, tudi jaz bi rada to." Takrat z veseljem in takrat, ko nekdo pride do vas in vas vpraša, takrat je ta oseba voljna prejeti. Okay? Takrat je voljna prejeti to, kar ji boste povedali. Mogoče pa ne bo uporabila tega, ampak vsaj, če pride do vas in vas vpraša, že nekje, v bistvu že neka voljnost dejansko pač oziroma neka želja po neki spremembi. Evo, hvala Darinka, da si mi napisala, super se sliši, dober večer vsem, ki ste se pridružili. Ja, torej, kaj sem še mislila? Ja, velikokrat mislimo tudi to, da je to pomaganje, da skušamo nekomu pomagati, da ga bomo rešili, ali pa sočustvovanje, empatija, ne vem, altruizem, da so to neke oblike skrbnosti, vse to bazira na sodbah. In v bistvu je najvišja oblika skrbnosti, ki jo lahko imate vi do nekoga, je dopuščanje. Da ste vi v dopuščanju te osebe, da kreira svoje življenje, kakorkoli ga kreira, da izbira, karkoli izbira, dokler enkrat ta oseba tega ne bo nehala izbirati oziroma ne bo enkrat spremenila nečesa, oziroma izbrala nekaj drugače. In morate tudi vedeti, da vsemi temi, kako bom rekla, projekcijami lahko tudi rečemo, koliko bomo mi nekomu pomagali, koliko bomo mi nekoga rešili, tudi zaklepamo to osebo na tem mestu, kjer je, ker odzadaj smo rekli, mi delujemo iz nekih sodb, češ da s to osebo nekaj narobe, da pač to, kakor si kreira življenje, ni okej. In jo samo to projekcijo in tudi sodbo jo še samo pomagamo utrditi to situacijo, v kateri je. Medtem ko dopuščanje, ko gremo v ta, kako bi rekla, ja, da je vse samo zanimiv pogled, to ni sprejemanje v smislu, velikokrat reče, ja, moraš sprejeti, ne, tiste sprejemanje, ko se strinjaš, tako to je prav, ali pa se nekako uskladiš s tem. Ne, da si v smislu vse je samo zanimiv pogled, vse, kar ta oseba govori, kar počne, je samo zanimivo, ko res, ko nimamo dobene, verjetno ste že imeli kdaj tak primer, tako situacijo v življenju, ko prideš do tistega, pa rečeš pač, lej, jaz dvigujem roke, jaz sem se tako pač dosti na težek način to naučila, ja, tudi jaz sem pač skušala pomagati, zato vam govorim iz lastnih izkušenj in ko pač rečeš, okej, pač kreiri svoje življenje, kot ga želiš kreirati in je vse samo zanimivo, ste v dopuščanju te situacije oziroma te osebe, danes govorimo o tem odnosu do nekih oseb, je ta oseba tudi potem končno svobodna, da lahko izbere nekaj drugega, nekaj drugače ali pa nekaj neha izbirati. Dokler mi projeciramo na njo, da je z njo nekaj narobe, ona se samo upira, reagira ali pa se strinja s tem in je dejansko ne more
nekako ostane, če bi lahko temu rekli, tako zaklenjena v tej situaciji. Tako da dopuščanje, dopuščanje, dopuščanje. Nataša, hvala. Sem rekla, nadgrajujemo. Letos je začel se na Islandiji in sam gre še, kako lahko še boljše kot to. Nadgradnja. Ja, torej, dajmo mogoče vse posod, kjer ste kupili kake poglede, v smislu, da oziroma ste se kdaj kje strinjali s kom ali pa ste podpisali kako pogodbo, prevzeli kako službo, da morate pomagati drugim, da morate druge reševati, bi bili pripravljeni vse to zdaj razveljaviti, se temu odreči, to prekiniti, naznaniti, temu oporekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti. Krat gaziljon. Right and wrong, good and bad, pa Colin Shorts, Boys, Povats and Beyonds. In torej, če to prvič slišite, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, ki pobriše oziroma vrže ven vse te energije, ki jih privzdignemo z vprašanjem. Torej, vse posod, kjer ste se strinjali z nekimi, oziroma ste prevzeli neke zadolžitve, da boste reševali druge, da boste pomagali drugim, ne glede na to, kako bo to izgledalo. Tudi če na račun lastnega miru, lastnega, mogoče celo telesa, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razveljaviti, se temu odreči, to prekiniti, naznaniti, temu oporekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti kregozilijon. Right and wrong, temet pa Colin Shorts, Boys, Povats and Beyonds. In to morate tudi vedeti, če vi nekomu skušate pomagati, torej svojo energijo usmerjate to, da bi nekomu pomagali, neki, recimo, določeni osebi, in ta oseba ni voljna tega prejeti. Se vsa ta energija, ki ste vi v njo vlagali, oziroma ste jo, recimo temu, da ste jo vlagali, se vrne nazaj k vam in vi se počutite zmatrani, utrujeni, kot da bi vas povozil vlak. Ves višek se vrne nazaj na vas in na vaše telo vpliva. Tako da vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, temet pa Colin Shorts, Boys, Povats and Beyonds. In največkrat se to dogaja pač z bližnjimi, torej mi bi svojim bližnjim radi pomagali, radi bi jih, ne vem, da bi drugače začeli kreirati svoje življenje, da bi drugače izbrali, da bi mogoče kako drugo stvar še pogledali, mogoče kak pogled spremenili, ampak običajno, velikokrat, veliko primerih, ti ljudje, ki so nam najbližji, niso voljni prejemati od nas. In žalostno je to, da lahko tudi vi dejansko pokažete, ste vzgled, pa nekako, kako bi rekla, kreirate svoje življenje čisto drugače, ste uspešni v vseh pogledih in še vedno ne bojo prejemali od vas. In enostavno, kaj vam preostane, ne da sodite sami sebe, ne da sodite njih, ampak enostavno, da ste v dopuščanju tega in greste naprej. In mogoče bojo se kdaj spremenili, mogoče se ne bojo nikoli spremenili in to je vse okej. In vse, kar je to prineslo na plan za vas. Vem, mislim, v kakih situacijah je težko, če so to naši otroci, če so starši, če je partner, ampak edina pot do spremembe je, da vi najprej izberete nekaj drugačnega, da ste vi v tem prostoru dopuščanja in potem se začnejo stvari spreminjati. Ker lahko tudi druga oseba izbere nekaj drugačnega, zato ker nimate vseh teh projekcij, pogledov, sodb usmerjenih na njo. Kaj še? Da vidimo, kaj še tukaj. Pa tudi, vse posod, kjer imate, ali kakšne neke zaobljube, zaveze, kje, da morate koga rešiti, ali pa vi čakate, da bo kdo vas rešil, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti kregozilijon.
Right and Wrong, ütemet pa nem pakoljen Shorts Boys, po What's and Beyonds. In če ne boste sami sebe rešili, sami sebi pomagali, ne more nekdo nekaj namesto vas narediti. To mislim reči v tem primeru, lahko greste pa vprašate nekoga, naj vas, ko bi rekla, podpre ali pa na nek način, ja, facilitira, torej, da boste lažje to spremembo naredili. Ne more pa tega nihče namesto vas narediti. Vi morate to izbrati. Najprej. Tako da, ja, imamo še veliko tudi teh mitov, recimo o princu na belem konju. Ko pa princ na belem konju prišel, pol bom pa rešena, bom pa lahko vse mi bo iz rok padlo, vse lahko spustila, nič več ne bom delala. Ne vem, vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti, ker je gaziljon. Right and Wrong, ütemet pa nem pakoljen Shorts Boys, po What's and Beyonds. In še enkrat, mogoče da zaokrožimo ta live, dejansko, če skušate nekomu pomagati, pa vas zato ni prosil, to ni prijazno. A imate vi radi, da nekdo vam govori? Mislim, tako, če pogledamo zdaj tako, nasprot, recimo se postavite v situacijo tega človeka, ki mu skušate vi pomagati, pa vas zato ni vprašal, če bi zdaj nekdo vam začel govoriti, ti moraš to spremeniti, daj to uporab, daj ti bo boljš, boš lažje to dosegel. Ali bi vam bilo všeč? Ne bi vam bilo všeč, a ne? In mogoče tu pa tam komamo, ampak redke so take osebe. Tako da vse, kar je to zdaj prinesli na plan, in zakaj pa mislite, da je drugim to všeč, če to njim počnete? Ja, tako da vse, kar je to zdaj prinesli na plan, za vas bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti, ker gaziljon. Right and Wrong, ütemet pa nem pakoljen Shorts Boys, po What's and Beyonds. In recimo tole, ta današnja tema, je tudi ena od tem, ki velikokrat prihaja na plan, tudi na seminarju Temelji, s katerim začnemo v četrtek, torej od 2. do 5. Februarja imamo v Hiši neskončnih možnosti Temelje, torej to je na Lavrici, na južnem obronku Ljubljane. In ker velikokrat, torej veliko ljudi, ki hodi na te seminarje, ima neke kapacitete v smislu zdravljenja, psihičnih nekih sposobnosti, v smislu jasnovednosti, jasnoslišnosti in tako naprej. In pa mislijo, pa se zavedajo stvari pri drugih ljudeh, ki bi lahko ne vem, mislim, tudi se zavedajo v bistvu teh kapacitet od drugih ljudi in vidijo, kam bi lahko ti ljudje skreirali svoje življenja, koliko so briljantni na določenih področjih in jih skušajo na nek način tako, siliti ali pa rečemo tudi s katapultom vrš čez, ampak oni pristanejo pa v steni in se razmažejo tam na oni steni. Vprašajte se tudi kdaj, če to počnete, če vidite, ne vem, potencial v nekomu in ga skušate prepričati v to, a bo ta oseba kdaj to izbrala. In če ni lahkotna energija tukaj, je to ne. Torej, če je lahkotna energija to ja, pol mogoče še dejansko lahko odprete mogoče na kak drugačen način to osebo, ne s tem, da pač potiskate energijo v njo in jih pač, kako bi rekla, skušate rešiti, pomagati. Če pa odgovor ne, če je težka energija, pri tem vprašanju potem pa škoda vaše energije. In pač ljudje, pač določene osebe, kljub temu, kar mi zaznavamo pri njih, tega nikoli ne bojo zbrali. Tako da, če je bil ta današnji video za nas, za vas prispevek, mi napišite od spodaj, všečkite, delite med druge, da se te informacije razširijo in da ustvarimo nek drugačen svet, več dopuščanja. In seveda pa tudi vabljeni, če imate opravljeno Access Bars delavnico, kadarkoli, s katerimkoli facilitatorjem, da se udeležite temeljev, s katerimi začnemo v četrtek, 2. februarja. Čau, čau, lepo se imejte!